Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji Kroniki tedna. V četrtek so se na občini v Bohinju zbrale svetnice in svetniki na svoji 18. redni seji občinskega sveta. Na dnevnem redu so imeli 13 točk. Seja je trajala debelih 5 ur. Sklepe povzema župan Franc Kramer. Ja, res je, naše seje so kar dolge, ogromno razpravljeno je, konec koncev je pa to demokracija, vsak ima pravico povedati svoje mnenje in če pri vsaki točki, razpravlja 10 razpravljavcev, potem se seja zavleče in je težko predvideti, koliko točk dnevnega reda daš na sejo, ker je res, razprava na občinskih svetih v občini Bohinj so plodovite, barvite in ne vem, kaj bi še rekel in vse pripelje do tega, da je to seja, ki je bila zelo dolga. Ja, v prvi točki smo sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu, kjer prehajamo na nov sistem parkiranja v Bohinju z novimi parkomati. Bo temu prilagojeno tudi parkiranje, to pomeni, da ne bo več nalepk za domačine, ampak bojo kartice, s katerim bojo lahko parkirali brezplačno na območju Bohinjskega jezera. Druga točka je bila sprememba pa dopolnitev OP1. Tam noter smo zajeli določene vsebinske zadeve, ki se nanašajo na različna področja znotraj OP1 in jih je bilo treba prilagoditi. Potem so bile pa še ostale točke, težko bom zdaj vse naštel, dejstvo pa je, da je bila seja po moji oceni uspešna, pa tudi konstruktivna, tako da ja, glede na dolgost rečemo, da je bila izplen iz te seje dober. Naslednja seja bo v mesecu marcu, kjer bo glavna tema seveda zaključni račun v občini Bohinj. Poročali smo že o uspehih 2 občanov občine Kranjska Gora, ki sta v smučarskih skokih dosegla izjemen uspeh. Oba skupaj z ekipo. Anže Lavtižar je bil skupaj s kolegi na zimski univerzijadi drugi. Bor Pavlovčič pa je z ekipo postal mladinski svetovni prvak. Te dni jih je kolegica Karmen Sluga ujela v domačih krajih. Najprej iskrene čestitke za res velik uspeh. Morda poveva, kaj pravzaprav sploh pomeni zimska univerzijada in kdo je še bil s teboj v ekipi? Ja, zimska univerzijada, to pridejo športniki, ki še študirajo, hodijo na univerze in pač tekmujejo na zimski univerzijadi. To je kakor ene manjše olimpijske igre. Rusiji, Kazahstanu to dosti veliko pomeni, v Sloveniji je to malo bolj v zatišju, tako da še vseeno lušten rezultat. Kateri fantje so bili še s tabo? Z mano v ekipi sta bila še 2, Andraž Modic pa Aljaž Vodan in oba sta naredila super delo, da smo na koncu osvojili srebro. Kje pravzaprav treniraš, kje se še šolaš? Jaz trenutno hodim na fakulteto za šport v Ljubljani, treniram pa v Domžalah oziroma Ihanu, pri Simonu Podreboršku. Načeloma sem čez teden v Ljubljani, za vikend se vračam domov. Kakšni pogoji za trening so tam, kakšni se ti zdijo? Pogoji za trening, zdaj, kar se tiče skakalnic, Ihan nima toliko velikih skakalnic, tako da treniramo v Planici ali pa v Kranju. V Ihanu pa delamo ponovadi samo kondicijo in se pripravljamo za zimo, zdaj je pa tako še koncu. Kdaj si se odločil za smučarske skoke? Mislim, da sem bil star 9 let in takrat sem šel prvič Planico skakati in mi je bilo super in sem vztrajal v tem športu. Ti ni žal še do danes? Ne, ni. Je preveč lepo uživati, leteti po zraku. Katere tekme te v letošnji sezoni še čakajo, morda že veš? Jaz sem s tekmami zaključil, letos čakam samo še za delo predskakalca v Planici konec marca. Pa je pa to. In to bo verjetno tista glavna pika na i sezone pred domačim občinstvom, konec koncev pred sorodniki? Ja, jaz že komaj čakam, da gremo še enkrat leteti, ker je res odlično. Morda primerjaš letalnico s skakalnico? Ja, veliko več je strahu, veliko več je spoštovanja do same naprave in veliko večji užitek je skakati na eni taki veliki, sploh doma. Kaj pa načrti za naprej, kaj potem poleti, imate kaj počitka ali vaš čas trenirate? Ja, po Planici imamo ponovadi kakšne 14 dni majhen pauze, pa spet začnemo graditi, delati moč in se pripravljati na poletje, pa pol naslednjo zimo.
Kako domači spremljajo tvoje uspehe? Verjetno seveda v tujino ne morejo na vse tekme, je pa toliko več vredno, ko pridejo v dolino pod Poncami. Ja, seveda, domači me skozi spremljajo, ata, mami, ati so skozi računalniki spremljajo rezultate in mi kar dosti veliko pomeni, da so skozi mano. Slovenija! Iskrene čestitke za zadnji veliki uspeh. Morda se najprej spomniva vsega tega dogajanja, seveda gre za ekipen uspeh. Ja, bilo je lepo v Ameriki, smo uživali, smo bili 11 dni. Bili smo res dobra ekipa, se mi zdi, da smo res prijatelji in tudi to je en ključ do uspeha. Kdo je še bil v ekipi? V ekipi so bili še Tilen Bartol, Žiga Jelar pa Aljaž Ostrc. Ampak vendarle je pa bilo kar napeto pri seštevanju točk in potem pri razglasitvi najboljših, čeprav vem. Ja, mislili smo, da bo šlo malce lažje, ampak na koncu le ni bilo toliko velike razlike. Se mi zdi, da je zato mogoče zmaga še malo slajša. Kako sicer ocenjuješ svojo letošnjo sezono? Že kar nekajkrat smo te videli tudi skakati med najboljšimi. Ja, sem vesel, da sem do tja prišel, ampak sem bil malce razočaran nad svojimi predstavami tam, ker vem, da bi lahko bil boljši. Potem pa sem zbolel in mi je forma malce padla in sedaj upam, da jo spet najdem in se vrnem nazaj. Kako sicer izgledajo treningi, kje treniraš, kolikokrat? Treniramo večinoma v Kranju, 3-krat na teden imamo telovadnico, potem pa 3-krat približno skoke, za vikend pa so ponavadi tekme. Trener je kdo? Trener je Gorazd Bertoncelj. Strok? Ja, za nekatere stvari je, za nekatere pa ne. Šolanje tudi opravljaš v Kranju? Ja, sem na šoli gimnazije Franceta Prešerna in mi omogočajo nekaj dela na daljavo, tako da kljub odsotnosti lahko delam za šolo. Kaj pa pravijo sošolci na uspehe, na tvoje predstave na skakalnicah? Ja, sošolci bolj malo vidim, ampak ko smo skupaj, se mi zdi, da so veseli zame in mi čestitajo. Kdaj si se pravzaprav odločil za smučarske skoke? Za skoke sem se odločil, ko sem bil 8 let. Bil sem v planici, mislim, da že od 4. leta. In bil zelo navdušen nad skoki in sem rekel, da to pa moram poskusiti. In ti ni žal? Ne, še vedno mislim, da je to najboljši šport. Katere tekme te v letošnji sezoni še čakajo, če izpostaviva tiste ta pomembnejše? V bistvu sam ne vem, je to odločitev trenerjev, glede na mojo formo. Upam pa, da se čim bolj izkažem. Verjetno pa je še vedno najlepše skakati v planici pred domačim občinstvom. Ja, seveda. Tudi upam, da nastopim na velikanki, kjer je še toliko več gledalcev in je velika evforija in mora biti zelo dobro. Hvala in seveda uspešno ti želimo tudi v prihodnje. Hvala tebi. Le še 12 dni nas loči do 56. pokala Vitranc. Dela na progi so v polnem teku. Živahno je bilo že prvi dan. Od tlele nek bomo začeli. Zato tlele moramo še razširiti tale del. In tlele ima 2 metra snega. In ga rabim tamle noter, da mi bo razširil ta talev pas gor. Pa lahko prižgemo. Čisto na nas. Bomo začeli odpirati vodo. Mi smo pripravljeni. Aleš, trenutno imamo 20
barov na štart slaloma. Aleš, na koga zalivate? Z Rurom ali Balkan? Balkan. Pa tako da malo vodo in spust, jo? Ja, sej jo bomo, sej zdaj delamo to. Ej, dajte vodo hkraj, če bo kakšna svinarija. Na rob potega, da bo šlo ven. Marko, ti kar spodaj odpiraj. A doj svode. Čak, da začnemo. Kar malo več daj, tako da bo. Koliko imaš zdaj, Marko? Marko, koliko imaš pritiska, kar gremo? Malo daj več. Še. Dobar, daj nazaj. Kar uletka, ne ga vtigla. Kar ulet. Dobar. Daj nazaj, no. Dobar. Daj Boga, daj. Prav tako v petek je bilo živahno tudi v dvorani Vitranc, kjer se je odvijalo finale nogometne zimske lige občine Kranjska Gora. Weber je pravi prekršek sodnik, mislim, da ni tega mnenja in gol za Webra. Minuto pred koncem Jesenice. Jesenice, 2 Olimpija, 1. Prednosti 2-1. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Najprej poglejmo, kaj se bo v prihodnjih dneh dogajalo v občini Kranjska Gora. Že jutri bo v Planinskem muzeju v Mojstrani festival gorniškega filma. V četrtek ob 18. se bo začela tradicionalna kulinarična pot po Kranjski Gori. Zbirno mesto je pri Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora. V kulturnem domu v Kranjski Gori pa bo prav tako v četrtek na sporedu Moj kino. Ob 15. si boste lahko ogledali animirani film Zapoj. Ob 17. animirani film Batman Lego Movie. Ob 19. 50 odtenkov teme. Ob 21. pa komedijo Prhostar. Od petka do nedelje bodo na sporedu ogledi ledenega kraljestva, in sicer v Mojstrani v soteski Mlačca. Ob 16. bo na vrsti pravlična dežela in delavnica peke kruha v pekarni Mišmaš v gozdu Martuljku v hotelu Rute. Ne pozabite, da je naslednja sobota pustna sobota in prav zato se bo tudi v občini Kranjska Gora veliko dogajalo. Kar na 3 lokacijah. In sicer ob 9:30, torej ob 9:30, pustovanje oziroma pustni sprehod in hokej v maskah, na Dovjem in v Mojstrani. Ob 10. se bo na jezeru Jasna začela zimska klasika Jasna. Od 11. do 16. pa bo pustovanje v gozdu Martuljku, na večnamenskem igrišču. Prav tako v soboto pa bo na snežni plaži za hotelom Ramada Resort Kranjska Gora od 11. ure naprej družinski dan in pustovanje. Nastopile bodo različne pevke. Seveda boste izbirali najboljše maske, preizkušali pustne dobrote
Seveda pa bodo tudi animacije in delavnice za najmlajše. Morda ste slišali, da turistični vodniki praznujejo svoj dan 21. februar. Že leta 1985 je bilo ustanovljeno matično Svetovno združenje društev turističnih vodnikov. Namen dneva turističnih vodnikov je predstaviti širši domači javnosti vlogo turističnega vodnika kot predstavnika področja oziroma regije ali pa mesta, kakor tudi seznaniti domačine o lepotah in vrednotah domačega kraja. Letošnjemu praznovanju se bo pridružila tudi občina Jesenice in v sodelovanju z lokalnimi turističnimi vodniki ter Gornjesavskim muzejem Jesenice bodo organizirali srečanje na Stari Savi z naslednjim programom. Ob 10. bo na vrsti predavanje, poklic turističnega vodnika, vodenje kolesarskih izletov, predaval bo Ljoša Žnidar. Ob 11. bo na vrsti predavanje Skrite Jesenice, lokalno vodenje muzejskega območja Stara Sava, predaval bo Andraž Sodja. Ob 12. pa še vodenje po muzejski razstavi Jesenice mesto železarjev, predaval bo Marko Mugrli. Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka pa so zaželene prijave do 20. februarja na tic.jesenice@siol.net ali pa po telefonu na 04 58 63 178. Planinsko društvo Jesenice obvešča, da je Erjavčeva koča na Vršiču stalno odprta. Mladinski center Jesenice in Zavod za šport Jesenice vabita na 5. klepet Zinko Ručigaj z naslovom Kako naj privadim otroka k pospravljanju, ki bo jutri, torej v ponedeljek ob 17. v prostorih Mladinskega centra Jesenice. Spregovorili boste o odgovornosti in samostojnosti otrok. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa je za nami še ena februarska kronika tedna. Saj veste, karkoli boste že počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi. Ter seveda, glejte ATM TV Kranjska Gora. Srečno!